V mojem imenu še enkrat bi poudaril, da če bi seveda konstruktivna nezaupnica bila možna brez imena in priimke, potem mislim, da ne bi imeli teh težav. Pri tem seveda največja težava ta, da je na drugi strani kandidatka za mandatarko gospa Alenka Bratušek, katerim seveda in njenim podpornikom ni cilj predčasne volitve, ampak vlada sestaviti vlado do konca mandata ali pa takorkoli še. Tukaj seveda je tudi velika težava v tem, da v stranki Pozitivna Slovenija, katera jo predlaga, da so v državnem zboru tudi 5 poslancev, ki so člani mestnega sveta Ljubljana in seveda kot taki tudi zelo obremenjeni s poročilom protikorupcijske komisije. Se pravi, mi si seveda želimo predčasnih volitev, vendar smo mnenja, da ni druge poti, kakor da je to samo eden od korakov, da se pravi možnost, da do predčasnih volitev pride, kajti izgleda, da je stranka SD s podpredsednikom Igorja Lukšiča vse skozi govorila o predčasnih volitev z eno veliko figo v žepu ali pa v parlamentu, če se lahko tako izrazim. Se pravi, podpora tej vladi se nam izdela seveda v tem trenutku, če ne glasujemo, malo problematična, kajti na koncu bi se izkazalo, da ima vlada skoraj toliko, kolikor ima poslanskih glasov podpore v parlamentu tudi toliko članov. Zato seveda še enkrat poudarjam, mi bomo glasovali za konstruktivno nezaupnico ali pa sam bom glasoval, nikakor pa seveda ne bom podporil potem vlade, ki se pravi gre v drugo smer, se pravi podira tisto, kar je ta vlada do sedaj delala. Hvala.